Tako mnogi me sprašujejo, kaj storiti z okrasnimi travami, kajti poznamo več različnih tipov in seveda ljudje so zmedeni, kaj pravzaprav porezati, ali s tem začnemo jeseni, katere trave puščamo šele potem do pomladi. Prvi tak predstavnik svoje skupine je šaš. Mnogo šašev je zimzelenih, poznamo tudi potem še druge, kot so recimo sinjezelena ovčja bilnica, ki je zelo pogosta po naših vrtovih. Pri zimzelenih travah je tako, da jih v bistvu v tem času pravzaprav niti ne potrebujemo nič kaj dosti čistiti. Lahko seveda odstranimo samo, kot v tem primeru, recimo nekaj odpadlega listja z drevja. In pa če nas zelo moti, morda te stare, res spodnje odmrle liste enostavno kar takole malo potegnemo in brez neke rezi odstranimo in očistimo spodnje dele. Ostalo pa samo enostavno takole z rokami malo prečešemo. Potem pa počakamo čez zimo. Če je zima mila, potem največkrat listi ostanejo zelo lepi, zeleni, zdravi. Ukolikor pa je suha zima, brez snega in pa da se potem pojavljajo tudi nižje temperature, se pa potem dostikrat zgodi, da konice ali pa tudi večji del, odvisno kako huda je zima, ti listi enostavno močno porjavijo, se posušijo. Takrat pa priporočam, da potem šele po koncu zime, potem kar takole spet primamo skupaj liste in jih v bistvu malo nad tlemi porežemo, da se čim prej nova rast razraste oziroma da prekrije stare dele in imamo ponovno lepo rastlino. Vkolikor je poškodb zelo malo, samo spomladi obnovimo ta postopek, malo prečešemo takole z rokami, tu pa tam lahko sicer na koncu malo prikrajšamo, da očistimo odmrle dele in je to, kar se tiče prezimnih trav oziroma zimzelenih. Nekako v zadnjo skupino trav, kar se tiče rezi, te zimske rezi, pa uvrščamo kitajske trstikavce ali miskante, kot jim tudi rečemo. Gre za zelo močne, postavne, pokončne šope trav, ki največkrat zelo, zelo lepo izgledajo celotno zimsko obdobje. Tu pa tam še posebej pri zelo starih šopih se dogaja, da začnejo od sredine se rahlo razpirati, kar pomeni, da jih potem tudi manjša količina snega hitro poleže. Zato si v takih primerih lahko malce pomagamo in v tem spodnjem delu z vrvico malenkost povežemo šop in ga ta seveda potem obdrži čez celo zimo, da nam ne pade in se lepo obdrži po konci. Tu vas opozarjam, da nikar ne zvezujte preveč tesno, ker potem to deluje umetno in se vidi, da je šop zvezan, kar seveda ni zaželeno, pač želimo, da celoten vrt in pa rastline na njemu izpadajo čim bolj naravno. Nam pa seveda potem pomaga, da se potem rastlina tako lepo obdrži vse do pomladi in šele takrat potem, tako kot smo porezali ostale, tudi te porežemo nekje na 10 cm oziroma kolikor pač nizko dosežemo. Takole naslednji tip trav je tak, ki zelo slabo prenese, to se pravi težo snega, pa tudi sicer hitro porjavijo in padejo po tleh že ob nekem deževju. Take trave bomo seveda čim prej počistili, da vrt ne bo izgledal pač v neredu. Tukaj je en lep primer in te trave seveda vidimo, kako so v bistvu mehke, zato že kar sedaj vse leži po tleh in izgleda prav nič ugledno. Enostavno tudi tukaj kar takole zagrabimo posamezne šope oziroma dele šopov in predlagam, da že sedaj porežemo takole malo nad tlemi, da pripravimo v bistvu potem prostor za novo spomladansko rast in da se te šopi obnovijo.